Večkrat gre zaslediti v vaših razmišljanjih in pogovorih izraz enoumje. Mislim, da smo čist na začetku že ta izraz večkrat gre zaslediti, kar seveda pomeni neka neumnost. Ne? In večkrat smo tudi videli in dokazali, da je vse te zadevi bila prisotna seveda samo politika, brez dejanske stroke, ki pa je seveda izven teh mainstream medijev, predvsem tuja stroka, vse skozi opozarjala na nedoslednosti, na zavajanje, odloki in pravila, niso imeli nobenih pravnih podlag in seveda se je govorilo oziroma se še zdaj izvaja največji medicinski eksperiment v zgodovini človeštva. Kako je v bistvu ta trenutna oblast, ne le pri nas, ampak globalno, po celem svetu lahko uspela realizirati ta projekt z manipulacijo, s promocijo enoumja mogoče, ali s čim? Ali je tudi bil strah eden izmed? Začeli so z rastlinami. Ne? Včasih so bili naši travniki pisano cvetoči, dehteči, čebele so uživale, pa tudi ljudje, ampak potem so tudi polja, tudi mak je rastel med pšenico, vse mogoče, ne? Pa so pa rekli, da je treba to pošpricati, ne? Da je to treba pošpricati, da je treba semena, drugačne so bila, ta pač semena so bila bolj krhka, da so stale, po konci je bilo treba še parkrat pošpricati, ne. Pa so šli na živali, ne. Včasih je bilo veliko kmetij, ko imele so nekatere sam kravico, 2, nekatere sicer več, ampak ne pretirano. Potem so rekli, da to ni ekonomično, da treba imeti velike farme, zdaj pri nas niso, ne, ampak recimo kje v Argentini 1000, pa še več govedi, ne. To se splača, ne? Ampak takrat mi, ko smo to tako ekonomsko gledali, nismo vedeli, da bomo naslednji na vrsti ljudje, ne? Tudi nas, ne? Nas je preveč in najboljše bi bilo narediti eno farmo za vse, ne? Nas čipirati, nas manipulirati, zadostno število živine, ki jo nucajo, ne več, ne? Ker kaj boš imel preveč? In zdaj smo v fazi, ko želijo resetirati dosedanji model in ustvariti en svet, eno vlado, eno religijo, tudi o tem javno pišejo, ne? Zato ko govorimo o vrnitvi k človečnosti, je treba vedno govoriti tudi k vrnitvi, k, bi rekel, poštenemu odnosu do živali in do rastlin in do matere zemlje. Brez tega ne gre. Če njim ne bi uspela manipulacija do matere zemlje, ne bi prišlo do manipulacije s človeštvom. Mi smo takrat se v imenu ekonomije, pa strokovnjakov, ki so nam vse razložili, se še zdaj spomnim, ko sem bil na Kirifari, in se je neki kmetijski pospoševalec zgrozil, ko je videl, kako jaz skrbim za konje. Takrat sem imel še batosteka, ki, veste, pri meni niso konjiči za to, da delajo, ampak posledica limenitis in mi je zdaj žal, zaradi mene je moj prijatelj umrl. Ampak on je videl, da imajo oni spucan, da se skrbi in je rekel, naj prijem pogledati njemu v štalo. In kaj sem videl? Krave so stale dobesedno v dreku. In to je ekonomično. In on je univerzitetno izobražen pospeševalec, verjetno je to univerzitetna izobrazba potrebna, ne vem, ne poznam, ampak takrat sem se rekel, o moj bog, ne, a je to zdaj to, kar naj bi bilo, ne, v odnosu do živali. Ampak gre za čisto ekonomiko, ne, za čisto računico, brez čutenja do živali, ne. Pač ne bomo se več mogli takiti, če ne želimo, da bo prišel do nas drugi val hotene manipulacije. Bo treba urediti tudi odnos do živali, do rastlin, do vsega, ne. Se najprej so špricali polja, zdaj pa špricajo nas. Zapravi uničiti prehrambeni krog, uničiti semena, zaradi tega, da smo še bolj odvisni od dejanskega sistema. Mi moramo biti čim bolj samooskrbni. Slovenija ni samooskrbna. Jaz imam vrt, ne? Pa gledajte, jaz bi si, kljub temu, saj sem sam lahko prvošel, da si kupujem solato, pa kaj zvem, fižol, ne, z trgovine. Ne. Ja, se ne splača, se splača.
Splača se, ker ko si napet, prideš v vrt, da zarineš roko v zemljo ali pa v gnoj in te mati zemlja umiri, razelektri, se splača. Splača se, ker si prizemljen, ker veš, da je treba zemljo pripraviti, da bo sprejela seme, da bo potem negovati to, ljubkovati, imeti odnos, ker bolje raste. Se splača zaradi vzgoje v odnosu in seveda obrodi in te nahrani in si budi v tebi občutek hvaležnosti, se splača. Zaradi toliko tega, kar nima računice v ekonomiki, se splača zaradi ekonomike humanizma, ne? Ki pa ni za denarjem, ampak je plačljiv oziroma te bogati, oziroma ti bogatiš z drugimi sredstvi, srčnosti in še marsičesa. Mogoče proti koncu še eno vprašanje, mislim, da so malce omenila že od začetka. Ali menite, da bo ključne akterje te pandemije kdaj srečala sodba? Torej, se lahko po vašem obetamo Nürnberški proces številka 2? Ja, vsekakor. Ampak veste, tudi če Nürnberg 2 ne bi teh tipov pripeljal na sodišče, kot si mi predstavljamo, oni so že v obsodbi. Njihova dejanja, zaradi njihovih dejanj so v obsodbi, ne? In ne morajo pobegati dejstvu, da je zakona vzroka in posledice, ne? Tudi če zgasnejo z tega življenja, jaz ne vem, kak je potem življenje po življenju, jaz verjamem, da bomo šli žurirati, ampak jaz ne bom mogel iti žurirati, če prej ne bom poravnal. Razumete? Ne da se goljufati. Mi smo kozmična bitja, lahko rečem božja bitja, ne da se goljufati. Za nič ne da se goljufati. Zakon setve in žetve, so rekli naši predniki. Žel boš, kar si sejal. Mi imamo, zdaj smo pač posodobili zakon vzroka in posledice. Ne, tudi svete knjige, recimo svetopismo, o tem jasno piše, ne? Tudi ne samo tistega, ki to povzroča, ne? Ker ti s svojim dejanjem obremeniš svoje najbližje. Ker jaz svojo resničnostjo ali pomagam ljudem, da lažje diha, ali pa jih dušim. Ja. Ampak moje je tudi tisto, ne? Ko bo dozorel čas, se bodo imena teh morala vklesati. Mi jim odpustimo, ni problem. Ampak imena se morajo klesati kot opomin, da ne bo nekdo v prihodnosti nikoli pomislil, da lahko kar tako nekaj dela zoper človečnost, pa bojo pa žrtva napisali. Ne več. Imena tistih, ki so žrtve povzročili. In to se napišajo ta imena vedno z velikimi črkami. Zdaj, če se ravno navežem tole, laži smo malce preomenili. Če se predstavimo pa še v najnovejše dogajanje, to se pravi včerajšnje tako imenovano sproščanje ukrepov. Se vam zdi to spet ena izmed možnih manipulacij, bodi si zaradi prihajajočih državnozborskih volitev, ali je to po vašem bolj zatišje pred pravo nevihto, spet, ne? Ali mogoče bombončki za pomiritev teh naših uporniških strasti, kako ne rečem, mogoče pomeni tudi kaj drugega, da nam pač ne more več lagati? Ne, oni so manipulanti. Tu če kaj popustijo, pa ne v zadju, vedno niso čisti računi, veste, kdor ne dela čisto, tudi nima čistih računov in meni je vse skupaj že tako bedasto, recimo, ne, še danes nedeljo še vsi ahtati in bo prišel inšpektor, naslednji dan ni več nevarnosti, otroke dušimo še naprej. Ampak žurat pa lahko gremo v diskoteke, ne? Ja, ampak otroke dušimo naprej, ker je interes, ne, mi moramo, so pa tudi strašljive stvari, mislim, ki bi nam morale dati misliti, recimo, da Ursula von der Leyen želi izjavi javno, da bi ona te zakonike Nürnberškega odstranila. Njen mož in njen sin sta sodelavca Pfizerja, nabavi ne vem koliko milijard teh doz, s katerim želi precepiti. Ta gospa ne ve, da izhaja
iz dežele, ki jo bremeni nacizem. Zame je to neonacizem. Zato, ker gospa ni prevzela nobene odgovornosti za tako strašljive izjave. Podpora cepljenju, ne? To že zaradi tega, ker njen mož dela s Pfizer, ne bi smela, ne? In pa ukinitev Nürnberške zakonite. Zaradi tega, ker ni bila deležna nobenih ukrepov, je to zame čas neonacizma, oziroma gospa, ki jo lahko označim v duhu neonacizma, vodi Evropsko unijo. To je pa škandal prve vrste in ta škandal bo zgodovina, veste, pomnila. Oni lahko pred nami to zakrivajo, pa leporečijo, pa ne, zgodovina bo to pomnila. In bo pomnila tudi tiste, ki so ta neonacizem podpirali oziroma ščitili. Še mogoče za zaključek imeli kakšno svojo misel, preden dodamo še besedo, oziroma če bo kdo od naših, ki se danes tukaj na srečanju mogoče izpostavil s kakšnim vprašanjem ali pa kaj takega, še mogoče kakšno zadnjo misel? Spoštujte svojo misel. Terjajte podatke, dejstva. Bog nam je dal ta zgornji štuk, da ga nucamo, ne pa da drugi nalagajo program, po katerem bojo ti možgani delovali. Povrnimo se k dostojanstvu lastnega premiska. Zahtevajmo pestrost informacij. Ko nam dajo samo eno informacijo, samo en vidik, zahtevajmo drugo. Takrat morajo se vključiti vsi alarmi, ki nas upozorijo, da gre že tukaj za temeljno manipulacijo. Povrnimo se k dostojanstvu, kot je rekel moj duhovni oče, samostojne, avtonomne, posamezne osebe, ki je v medsebojnih odnosih spoštljiva, odgovorna, pravična in dopolnjujoča. To je to. Hvala lepa.